Dragi gledalci, drage gledalke, spoštovana publika, lepo pozdravljeni v že 20. jubilejni oddaji Splet besed. Kar malo neverjetno je, da smo napolnili že 20 terminov, 20 oddaj. Čas gre hitro, ampak mislim, da si lahko vsi skupaj čestitamo za eno tako lepo pot. Mislim, da je tudi nekaj še pred nami. No, danes je pa z mano, ki je z mano že drugič v oddaji Splet besed. Prvič, Aleš, kdaj si bil prvič? V druge oddaje, ko smo predstavljali kratkoprozni prvenec Novo upanje. To je bil kateri datum? 6. januar. 6. januar. In danes je 6. oktober in si ponovno z nami. Ja. Pozdravljen, Aleš. Kako preživljaš te dneve? V redu, na kratko povedano, drugače pa delovno. Delovno. Zdaj ti si drugače, si osebni asistent tudi, tako da nisi zdaj poklicni pesnik in pisatelj, se pravi, pisanje je v bistvu tvoj hobi. Ja, tako je. Koliko časa pa recimo nameniš, ne vem, pišeš vsak dan ali je to bolj tisto občasno? Pravzaprav je odvisno od obdobja. Včasih bolj, včasih manj. Lahko rečem, da ko me zagrabi ena ideja, takrat pišem res vsak dan po nekaj ur, zjutraj, zvečer, kakor imam pač prosti čas. Pride pa tudi včasih kako obdobje, ko daljši čas ne pišeš nič. Kak mesec, dva, vmes napišeš kako pesem, ampak mene pa že od nekdaj bolj privlači proza. Napisal sem tudi nekaj dramskih iger, ampak zaenkrat ni še nobena objavljena. Zdaj zadnje čase pišem bolj prozo. Ja, prozo sva predstavila takrat v prejšnji oddaji, no danes se bova pa osredotočila oziroma bova dala v prvi plan tvojo pesniško zbirko, naslov je Planet Goričko. Zdaj, sam si povedal, da je pravzaprav do te zbirke prišlo izjemno hitro. Ko sva se midva pogovarjala, zdaj v tej pesniški zbirki pravzaprav niti ni še bilo sledu, ampak zdaj, ko sva znova na odru, pa je nekaj mesecev je minilo dejansko od tega, kar si se z urednico dogovoril in do izdaje. Tako da to je v bistvu kar hitro. Res je, ja. Lahko omenim pač zanimiva stvar, da ravno takrat, 6. januarja, ko sem bil nazadnje gost tvoje oddaje, potem zvečer, ko sem pogledal elektronsko pošto, sem videl, da sem dobil ponudbo za pesniško zbirko od založbe Kulturni center Maribor. Sodelovanje pa steklo zelo hitro. Ja, ker načeloma ta nastajanje pesniške zbirke je ponavadi en dolg proces, ampak tebi je nekako res to zdaj kar... V bistvu sem imel jaz že pripravljeno na zalogi nekaj pesmi. Nekaj teh pesmi, ki so v pesniški zbirki, so bile že prej kje tu pa tam objavljene. Recimo lahko omenim Moj rojstni kraj ob Tromeji in pa Porabski stric sta bila objavljena v Porabskem koledarju. Nekaj jih je bilo po občinskih glasilih. Lahko pa omenim tudi projekt Literarna Krpanka, v okviru katerega sta tam išli moje pesmi, bili objavljeni Fantazije in pa Marioneta. Ja, tako da v bistvu je šlo za eno zaokrožitev
nekih že Ja. izdelanih zadev, tako da je to bil v bistvu samo en končni pečat. Ja, ja, spravil sem se pač zraven k iskanju primernih pesmi, predtem sem se osredotočil zlasti na to, kaj je že bilo objavljeno ali pa je že kdo od bolj znanih pesnikov pregledal moje delo, pa je mi je napisal povratni komentar, da ta pesem pa bi bila nekje nekoč za objavo. Nekaj konkretno, ena pesem je še nastala zraven kot čisto nova. Jaz sem imel te pesmi razvrščene tako lepo bolj po mapah, vedno se označim po letnicah, tako da ja, sem imel kar fajn priliko za izbirati. Ja, saj, če je dovolj materijala, potem Ja, ni dejansko težko. lahko izluščiš potem nekako biser. Ja, v bistvu sem se samo odločal, katera je boljša, katera je slabša, katera se mi je meni osebno zdela boljša, pa sem potem tisto izbral. Kasneje sem pa potem, ko sem imel tudi že pisca spremne besede, gospoda Roberta Titana Feliksa, sem mu tudi poslal, da naj prebere celoten izbor. No, pa potem sem ga še vprašal za mnenje, pa potem sva se nekaj dni pred dokončnim rokom usedla skupaj pa izbrala tisto res celoto, ki je zdaj tudi izšla v pesniški zbirki. Tako da si pravzaprav imel dva urednika, ki sta te tudi nekako malo vodila skozi. Ja, rad bi se zahvalil tukaj gospe urednici Klaudiji Wolf, ki me je usmerjala skozi teh nekaj mesecev, konkretno od januarja do maja, se pravi od začetka pa do nastanka, in pa potem še pisec spremne besede, ki je tudi poskrbel za obe narečni pesmi, ki sta tudi v zbirki, in pa je tudi povedal meni, dal neko povratno informacijo, kakšna se mu zdi. Saj, ja, mislim, da seveda tukaj tudi nagovarjam bralce, ki bodo tvojo knjigo brali, seveda, da preberejo tudi spremno besedo, v kateri je pisec, meni se zdi, da zelo dobro ujel eno to tvojo idejo te pesniške zbirke, ki se mi tudi zdi zanimiva in pomembna za ta prostor, ker dejansko upesnjuje pač ene malo bolj oddaljene kraje v Prekmurju, se pravi ruralne, in jih opisuje pravzaprav zelo konkretno. Tako da gre tudi za neke vrste, ne vem, en zbir pripovedk in zgodb in krajev, ki bodo enkrat ostali tudi zanamcem. Tako da se mi zdi, da je knjiga našla en svoj prostor. Ja, bi se strinjal, to je bila tudi neke vrste osnovna ideja tudi za moj kratkoprozni prvenec, pa podobno tudi zdaj, da predstavimo te kraje ob Tromeji, od koder prihajam. O tem govori tudi prvi sklop pesniške zbirke, ki sva ga skupaj z urednico poimenovala Prekmursko-porabski stihi. To pa zaradi tega, ker dve pesmi, ki sta notri, se navezujeta tudi konkretno na Porabje. Zdaj, Aleš, jaz predlagam, da se midva lotiva konkretnih pesmi, da nam jih malo prebereš, in bova potem najin pogovor tudi seveda poglobila. Tako da vabljen k prvemu sklopu branja. Za začetek, moj rojstni kraj ob Tromeji. V duši vselej, kadar domači zvon mi zazvoni, me en tak prelep občutek spreleti. V naše ljube vasi ob Tromeji slutnje sreče prileti,
takrat vem, globoko v sebi, srečen sem, da tu živim. Naš slovenski živelj, ki pri Trtkovi in Martinju se preko na Madžarsko razdeli, tam pokrajina, ki sliši na ime Porabje, zaživi. In si želi dolgih let življenja, slovenskim jezikom v ustih blagoslovljena. Po zimi se življenje umiri, obdelovalna zemlja sanja dan neskončnih sanj, družine izgubijo se v hiše, tam vsaka po svoje krajšajo si čas. Odraščal sem v krajih, kjer prekmurska beseda gladko teče, kjer se še razvijajo narečja in mi vsak pove, da za predmete, pojme, živali in ljudi še vsak pozna svoje prekmursko ime. V Trtkovi kapela svetega Cirila in Metoda, v Kuzmi pa župnijska cerkev svete Kozme in Damjana. Ta kulturna spomenika opominjata na krščansko dediščino med teh goričkih krajev. Odšel sem v daljne kraje, vedno živel po načelih sprave, garal pogosto, trdo sem v noč, da bi si prislužil pare in naposled utonil sem v sanje, ki me v duhu spet pripeljale so nazaj v rodni kraj. A še kje obstaja taka radost? Verjetno ne, saj tu gorički človek svojo preteklost sreča. V okolišu svoje domačije se ti srce izlije in z veseljem pojdem spet v nov dan, ki bo z dobro voljo zaznamovan in s prijatelji, sorodniki in družino obdarovan. Naslednja pesem, ki jo bom prebral, je v narečju in sicer gre za pajdaši stare rokere. Dostakrat zgodi se resang, ka časa nemaš niti za sebej. Leta idejo 300 vragi, ti pa spitavlja se, ka z njimi si na provo. Dajmo pajdaši stari rokere, zgučimo se za en večer, pa ti tisti den napravimo štolo. Pijočo gesti vkup znosimo, pa napravimo se veselico. Se spomni stari, koliko je bilo, da osvajal si deklino tisto tam na bregi. Mogo bežati si pred njenim psom, mislo znam, kar je, ka si poštaš. Da so v sobote špilati začale, kitare redne pa bobne so se zglasile. Stare dobre pesmi rokerske so nas pa čista prevzele. Tam me je poglednila, pa dobro spomnim se, ka me je sikdar od tistoga mal roda mejla. Dajmo pajdaši stari rokere, vzemimo zdaj v roke kupico vina, proslavimo tiste nam zgubljene dni, kak nam je Teresan fajn bilov. Da kitare električne se oglasijo, te meni srcej bum bum dela. Še gebi rod te začel špilate, pa nažalost sem se toga še ne navčil. Poslušajte zdaj, pajdaši rokeri stare, v duši prekmurski mi to kredno odzvanja. Spomnil sem se na stare dni, na moje starše, dom, rodbino staro. Da tak dolgo po sveti odeš, pa ne najdeš mera, resno ti zapaše kropla vina domača. Dajmo pajdaši stari rokeri, ne smo več mlade, ali še itak znamo spopevati bitle, Rolling Stones stare. Nova moda prehitevle nas, pa ka, mi se nikdar ne damo. Dajmo pajdaši stari rokeri, zdaj to ne več zajebancija stara. Mogli mu doti glave v kup, pa mu začnili špilati nika, ka to se edino šika. Skazali mu mladim mi, ka se svet še okoli nas vrti. V naslednji pesmi pa bi se malo bolj dotaknil Porabja, Porabski stric. V spominu moje stare mame ob besedi Porabje velikokrat beseda zaostane. Spomni starka se na strica svojega junaka, šteri se v Porabje je v ženo. Na sezonskem delu spoznal lepo je mladenko,
na gornjem seniku poslej mu je življenje bilo. Se mešala je porabska in prekmurska kri, ko hčerka, babičina sestrična je privekala na svet. Po prvi svetovni vojni so bili še drugačni časi. Ločeni od sosedov Slovencev na jugoslovanski strani, živeli svoje soživljenje, po običajih bogato in prešerno. Ko je bil še mlad, pripovedoval domačim dogodke iz prve vojne, da moral biti pogumen kot vojak na fronti, da je velika sreča, da sploh lahko ostal je živ in da človek večkrat je žrtev oblasti, še posebej, če ta dela vse, kar si poželi. Danes, ko poslušam svojo staro mamo, mi grižljaj v ustih obstane, ko izvem, da imam uporabil korenine, čeprav med nami ni ga več junaka in le napis v madžarski pisavi priča mi o njegovi nekdanji slavi. Nikjer ni več njegove fotografije. Bolezen ubija zadnje še spomine, nostalgija po starih časih me prevzame, znova zaželim si pripovedk iz prekmurske in porabske pestre zgodovine. Želim in stisnem pesti, naj vsaj pesem ta se upre pozabi. No, tukaj lahko pripomnim, da je ta pesem posvečena Karolu Čerpnjaku, ki je bil brat mojega pradetka. Lahko omenim še, da bom prebral še pesmi iz drugega sklopa, Impresije iz narave. Vesna. Zgodaj pomladi, ko cvetje vzbrsti, ko prvi sončni žarek skozi okno posije in prebudi moje zaspane oči, pričenja igra se narave. To je signal, takrat se Vesna prebudi. V sanjah jo vidim, deklico radovedno, kako se z ognjem igra, prižiga kres v čas bogovom staršem. Nasmiha s prelepim se nasmeškom in pravi, da vse je pod kontrolo, le uživaj v predstavi. Domišljija čudeže dela, bogove oživi, le kje bili so ves čas, ko sanjal sem odprtih oči. Moje življenje v primerjavi s staroslovanskimi bogovi se ničevo zdi, moje srce po spremembi močno hrepeni. Kaj dal bi, da videl bi, kako se življenje živi, morda navdih našel bom v mitologiji. Vesna, prelepa znanilka je pomladi, razposeni kurent končno zimo je odgnal, lahko živo mi srce razganja, ko jo vidim, pa čeprav v sanjah, ne v živo. In si naposled drznem jo celo poljubiti, čeprav počenjam greh, saj to nikakor se ne sme zgoditi. Čez nekaj dni izgine iz mojih sanjarij, a močno jo pogrešam. Želim si, da bi spet prišla, bila vsaj za nekaj trenutkov del mojega sveta, boginja letnega časa, ki nikoli popolnoma ne izgine iz mojega srca. Aleš, hvala. Zdaj, najprej te bom malo vprašala eno tako malo provokativno vprašanje, električne kitare in goričko. Zdaj, zanimivo je, da imamo pač en pogled zdaj na eno to ruralno okolje, ampak ti ga tudi na mestih recimo malo razbijaš te stereotipe, pa prikažeš, da je v bistvu tudi goričko, da so mladi Goričanci v bistvu niso tako zaplankani, ne? Se pravi, poslušajo Beatle, Rolling Stonese. Seveda. Ne vem, boš povedal kaj o tem? Ja, lahko. No ja, saj tudi en film Traktor ljubezen in rock'n'roll, tam je tudi glavni onak Breza, ki ga je igral Branko Đurić Đuro, tudi igral električno kitaro. Ja, pač odvisno je od vsakega posameznika, kar pač koga zanima.
Ampak ja, če bi se danes prehajal po teh goričkih vaseh, včasih slišiš raznovrstno glasbo, tudi kakšen dober rock and roll. Tudi in mislim, jaz konkretno poslušam vse od Beatlov do pač do najnovejših, ki pridejo ven. Ja, tako se mi zdi tudi ena pozitivna stvar tvoje zbirke, da pravzaprav je jezik dokaj pač klasičen, gre za ene dokaj urejene ritme, za ene teme, ki jih lahko pričakujemo, ampak vseeno, dostikrat se pa potem pojavi ena taka presenetljivi moment in si rečeš, aha, okej, tukaj sem pa imel predsodek do Goričkega. Tako da pač tudi kot pesnik si najbrž, je bil to verjetno tudi tvoj namen. Tudi, ja. Ja, je tudi v tej pesniški zbirki je tudi nekaj pesmi, ki so bolj kritično obarvane, ampak tiste so bolj v zadnjem sklopu zbirke. Je pa tudi v tem prvem sklopu ena taka pesem, gre za prekmursko leto 2019, ko sem tudi bolj v drugem delu malo bolj kritičen, predvsem glede tega pozdravljanja na vasi. Pač opažam, da ponekod, tu je recimo mi je bila zanimiva razlika med Ljubljano pa Vaščani. Tam so me v glavnem pozdravljali, tu pa, no ja, znanci pa prijatelji že, ampak včasih pa greš mimo na sprehod s psom, pa te grejo ljudje mimo, pa nihče Ampak tudi nihče na ne vasi. pozdravi. Tudi na vasi, ja. Aha. Ja, se to dejansko se ti zdi, da se tudi pokrajina recimo spreminja z časom. Ja. Pa tudi recimo obnašanje Vaščanov. Ne vem, Tudi, imaš ja. tudi dosti pesmi se tudi ukvarja s tem, recimo, da tudi dejansko Goričko postaja, ta globalizacija je prinesla tudi Goričkemu ene negativne stvari. Tudi, ja. Mislim, da dobro, zdaj COVID pa to je razumljivo, ne. Pač situacija je takšna, ko je, ampak tudi že prej, če se že dobivaš s kom, mora biti pač v zadnjih časih neka podlaga od zadaj, se pravi konkretno gasilsko društvo, če si gasilec, pač prideš na vaje, pa se tam narediš tisto, pa se podružiš, ali pa športniki. Mislim, ni več, malo se bolj zgublja ta pristni stik. Včasih, spomnim se, babica so mi govorili, da v času, ko še ni bilo računalnika, televizije, da so se ljudje bolj obiskali med seboj. No ja, upam, da bo s časoma spet šlo na boljše. Ja, nekaj je sigurno doprinesel čas. Je ne. pa tudi to, da nekateri običaji se tudi postopoma spreminjajo. Recimo v moji vasi v Trtkovi je zanimivo, da smo imeli dvakrat leta 1965 in pa 85, sicer tudi zaradi 65. za potrebe gradnje gasilskega doma, da je prišlo do organizacije borovega gostivanja, za kar pa vemo, da zahteva veliko ljudi, nekaj mesecev organizacije. Tega zdaj ne vem, če lahko pa, da se motim, če bi bili sposobni organizirati. Bolj mislim, da v okviru kakšne folklorne prireditve. Ampak dejansko prej se je pa to izvajalo kot en živ običaj, Ja. ki je potem zajemal Pa celotne vasi. bil je tudi določen namen. Recimo,
ko smo prvič organizirali v Trtkovi, je bila pač ta želja po gradnji gasilskega doma. Tako da dejansko ti običaji so pri vas še nekako, še vseeno živijo, Ja, ki jih recimo omenjaš poezije. koline recimo tudi. Ja, kot eno tradicionalno, Ja. tudi ni samo zdaj zakoljimo prašiča, Seveda ampak je ne. kot nek dogodek, kot Ja. nek obred, ki pač ki ima svojo strukturo. Ne? Ja, ker mislim, da mestni ljudje sicer pač Zadnje vedo, ne. zadnje čase se bolj pojavlja, da postavljajo, kako se reče, majpane, bolj, ko ima človek okroglo obletnico, za 30, za 40, se pride, pa se postavi mlaj. Pa se zberejo ljudje, to je zdaj neke vrste nov običaj, novo druženje. Pač navade se s časoma spreminjajo in se prilagajajo času, v katerem živimo. Ja, ampak kot pesnik si pa vseeno postavil tudi en spomenik tistemu času, v katerem si živel sam. Ne? Trudim se. Ja. Pač pač en del mojega ustvarjanja je namenjen tudi, da se skozi pisanje črtic ali skozi kratke zgodbe ali pa tudi skozi pesmi, da se ohrani en del te naše zgodovine, tisto, kar so mi govorili dedek pa babica pa pač jaz sem kot otrok sem zelo rad poslušal te starejše zgodbe, zelo rad imam tudi zgodovino, berem pač razne leksikone, enciklopedije na to temo, tako da to mi je zanimivo. Ampak se ti zdi, da recimo ta stik, ne vem, s predniki, z rojstnim krajem, z samo životvarino vasi, se ti zdi, da to danes tudi izginja? Recimo, ne vem, poznam ljudi, ki sploh recimo ne vedo ničesar o svojih prednikih, ki nimajo pač nobene, ne vem, nobenih pripovedk ne poznajo o svojih, ne vem, prednikih, o svoji vasi. Se ti zdi, da se tako tudi na ta način nekako izgublja ta povezanost z enimi koreninami? Mislim, da ja. No, vmes so pa tudi svetle izjeme, recimo, ne vem, če lahko omenim, v sosednji občini v Gornji Petrovci en gospod piše tudi zgodovinske knjige o posameznih vaseh in na ta način ohranja zgodovino posamezne vasi. Ja, sej, to mislim, da je en vir, neizčrpen vir tudi za umetnika. Ne? Ker Pa tudi- dejansko ne moreš pisati literature brez nekega ozadja. Neke podlage, ja. Pa tudi za znanost je tu precej podatkov. Ja, definitivno za zgodovino in določene družboslovne znanosti je to neizogibno. Ne? Ja, Aleš, zdaj sva se sicer rahlo oddaljila, tako da povrniva se zdaj k zbirki sami. Zdaj strukturirana je nekako v 6 sklopov, ki so tudi Ja. nekako tematsko smiselne. Tako da ne vem, malo, če nam na kratko predstaviš Ja. strukturo. Takole sva se potem dogovorili z urednico. Jaz sem najprej v začetku seveda nametal določene pesmi po raznih tematikah, potem so pa glede na vsebino poimenovala sklope. Prvi sklop prekmursko-porabski stihi, tule se vračam bolj v svoj rojstni kraj, potem impresije iz narave, tukaj govorim bolj o naravi sami, o mojem odnosu do nje. Potem tretji sklop pesmi je Umetelni dotik, to so bolj pesmi o književnosti, o književnikih samih, o igri
ali pa tudi o procesu umetniškega nastajanja samega. Recimo, tak primer je pesem Fantazije. Potem četrti sklop, to je pa eno malo daljši sklop pesmi, poimenovala sva ga na koncu Otroška igra besed. Tu so pa bolj pesmi, ki so nastajale v času obiskovanja srednje zdravstvene šole Murska Sobota in kasneje tudi študija v Ljubljani. Peti sklop je poimenovan Amorjeva puščica. Govori seveda o ljubezni, o zaljubljenosti, o takih zadevah. Zadnji sklop je pa poimenovan Satirično osjo. Tukaj so pa bolj kritično naravnane pesmi. Tukaj imamo recimo pesmi o starosti, o raku, o depresiji, tudi o teroristih. Tako da dejansko od zgodovine do sodobnosti. Ja. Zdaj so pa pesmi nastajale daljši čas. Se praviš, da si nekatere od njih napisal že v srednji šoli, ampak je pa tudi zanimivo videnje ta lok od recimo čisto najstniških pesmi, ki so že skoraj da malo na meji, da so namenjene mladim, se pravi, ne vem, dijakom, ker so pač nekako bolj preproste, lažje razumljive, pa vse do recimo zrelejših pesmi, kjer je pač že malo bolj kompleksna struktura in tudi malo bolj zapletena tematika. Ja, pesmi, če gremo tako bolj z letnicami, so nastajale nekje v bistvu 11 let, od 2010 do 2021, ko je nastala zadnja pesem, ki je v tej zbirki. Tukaj lahko omenim nekaj pesmi, ki so nastale v času srednje šole. Mislim, da so bolj ali manj v tem sklopu Otroška igra besed. Ja. Kako pa sam recimo kot pesnik vidiš mogoče ta razvoj jezikovni? Ne vem, kako doživljaš recimo ta premik od mladostniških pa do recimo do bolj zrelih pesmi. Jaz sicer prvinsko bolj ustvarjam prozo, ampak vmes tu pa tam je nastala tudi kaka pesem. Tam bolj konkretne sem začel ustvarjati pesmi v dijaških letih, najprej bolj za srednješolsko glasilo, tam nek ta bolj boom pesniški pa se mi je zgodil okoli leta 2015, to so bili že študijski časi, takrat pa ne vem. V enem samem letu je nastalo okoli 100 pesmi, nekatere od njih so notri v tem pesniškem prvencu, nekatere sem pa vrgel ven, ker bolj ko odraščaš, bolj so se mi nekatere pesmi, ki sem jih napisal prej, zdele, ne vem, trapaste. Bolj sem nekako, bolj z leti nekako začnem bolj samokritično gledati na to svoje pesniško, pa tudi na pisanje proze. Saj najbrž se niti ne bi razvijali, če bi vedno bili totalno navdušeni nad vsem, kar naredimo. Hvala Bogu pa seveda imamo še urednike, ki tudi rečejo svojo besedo. Dobro, da jih imamo. Ja, tako, se strinjam. Aleš, kdo pa je tvoj prvi oziroma komu pravzaprav je najbolj namenjena ta knjiga? Kdo je tvoj bralec? Recimo, ne vem, si bolj nagovarjal recimo, ne vem, prekmurskega človeka ali mladega človeka ali svojo generacijo. Nekako se mi zdi, da imamo vedno v ozadju tudi en horizont, kdo je naš bralec. Ne vem, si imel mogoče bralca pred sabo v fikcije? Lahko rečem, da bolj svojo generacijo. So pa vmes tudi nekatere pesmi, ki so tudi za starejše bralce, recimo pesem Starost. To pesem sem imel potem priložnost prebrati v domu starejših občanov, pa je tudi bil
dober odziv. Ampak tvoja poezija je tudi dosti krat, zdaj ko praviš, da si jo bral v domu starejših občanov, ali tudi podeliš mogoče tak s kom, ne vem, privat, ali je tvoja poezija tudi živi recimo v teh tvojih medčloveških stikih, ker praviš, da si človek, ki se rad ukvarja z ljudmi. V začetku, no pa tudi še zdaj, je moj prvi kritik moja teta, ki je profesorica slovenščine. No, lahko omenim tudi, da ona tudi je pisateljica, Silva Črpnjak, pa ona je bila tisti prvi bralec, ki sem ji zaupal svojo prozo in svoje pesmi. Ona je povedala svoje mnenje, potem sem pa začel popravljati, pa sem se začel prijavljati na razne literarne natečaje. No in potem recimo ena taka zanimiva izkušnja je bila regijsko srečanje mladih literatov Urška na Ptuju v letih 2017 do 2019. Tam so bili tudi naši mentori pesniki, katerim sem potem kasneje poslal svoje stvaritve in so mi tudi odpisali. In ko sem pripravljal to pesniško zbirko, sem odprl njihove odgovore, katera pesem bi bila, katera ne bi bila. Tudi potem sem se orientiral. Ja, se dejansko pri prvi zbirki res rabiš eno izkušeno pač oko, tudi uredniško za selekcijo, tako da mislim, da si prav naredil, da si poslušal pač urednike. No, potem za naprej pa verjetno tudi pač rasteš in vedno bolj se znajdeš tudi v lastni literaturi, ne. Zdaj mislim, da o naslovu ne bova preveč, ker Planet Goričko, že sama tematika in ideja pesniške zbirke dovolj pove, ne. To je nekako spontano nastalo. Že takrat, ko smo podpisali pogodbo, sem vedel, Planet Goričko pa nič drugače. Se zveni malo mogoče tudi humorno, ne? Ja, saj, ne vem, mogoče smo Goričanci mislim to, Tromeja, ta del, da je to nek planet zase, tako bolj mogoče karikirano rečeno. Dejansko je, mislim, Prekmurje je zelo specifično in ima dosti teh podnarečij, dosti enih tudi podgovoric, pa tudi te skupnosti so, se mi zdi, dokaj se ohranile same zase. Se kar strinjam, recimo, že v osnovni šoli smo govorili o tem, Kuzma pa Trtkova imata nekaj svojih besed, ni čist ista govorica. Ja, mislim, definitivno, zdaj, če bi en Prekmurec iz, ne vem, Filovec to bral, pa bi ti rekel, glej, to si narobe napisal, ne? Ampak dejansko ni tukaj enega samega pravila, kaj prekmurščina je. Pač sploh v ta prvi sklop, pa tudi v drugem, ko je Impresije iz narave, sem vključil tudi nekaj namenoma, nekaj narečnih izrazov, da malo popestrim jezik sam, da se bo mogoče kdo, ki ni iz Prekmurja, ob tem ustavil pa razmislil, kaj je že Ropuša mislil s tem. Ja, mislim, definitivno je poezija namenjena ravno temu, da se poigravamo z jezikom. Pa zdaj, ko sva že pri prekmurščini, bova še malo tukaj potipala, recimo, v čem, zakaj sploh pišeš v narečju in kakšna je razlika recimo med pisanjem v narečju in pisanjem v knjižni slovenščini? Jaz sem začel res prav pisati tisto v knjižni slovenščini, ampak potem kasneje, že v srednji šoli je nastala ena pesem, ki je tudi v tej zbirki, gre za Znanka ti ideš. Velikokrat so krivi tudi literarni natečaji, da me spodbudijo k temu. Recimo,
lahko omenim, da je bil, pa ne vem, če je še en zanimiv pesniški natečaj poezije v Oštarije v občini Puconce. Tja sem vrsto let pošiljal svoje pesniške stvaritve. Začel sem v času srednje šole, pa potem nadaljeval kot študent, pa včasih je prišlo tudi do tega, da sem se udeležil tega, pa potem sem prebral to pesem pred občinstvom, tako da ja, tisti prvi aplavz mi je dal še nek dodaten zagon. Recimo pa potem kasneje sem bil povabljen tudi ko je bil teden ljubiteljske kulture v Murski Soboti v galeriji Mozaik, smo imeli eno tako srečanje, pa sem prišel, pa sem prebral nekaj pesmi, pa tudi prozo pred učenci nižjih razredov, ki so bili tja povabljeni. Tisto pač vedno je zanimivo, ko so poslušalci, pa dobiš še nek konkreten feedback. Ampak med samim pisanjem, recimo, vsaj meni osebno se zdi, da je pisanje v narečju precej različno od pisanja v knjižnem jeziku, ker v knjižnem jeziku se mi zdi, da te tudi potegne ena, ne vem, eni stereotipi, ne vem, mogoče, če imaš v glavi, ne vem, Prešerna, pa Keteja, da te to nekako tudi malo potegne, ampak v narečju je pa rahlo drugače, ker pravzaprav nimamo nekega sklica, na katerega bi lahko potem pomislili, in zato se mi zdi, da so tudi same pesmi nekoliko drugačne. Tudi bi se kar strinjal s tem, pač nekega vzorca, po čem naj pišem, nisem imel, jaz sem to pač črpaš z lastnih izkušenj. Kasneje, ko pa pač pišeš več, se pa ti nekako spontano odpre. Zdaj meni se zdi, da, mislim, sama sem tudi pač prekmurska avtorica in priznam, da imam zelo malo pesmi v prekmurščini, tako da se mi zdi, da nekako je tudi naša naloga, predvsem mladih, da se mogoče tudi malo preizkusimo v narečju. Zdaj pa me zanima mogoče še eno tvoje mnenje glede narečja. Ali meniš, da je res možno v narečju tudi spisati eno vrhunsko mojstrovino, recimo literarno? To se vedno sprašujem. Bi bil zanimiv poskus, sam meni doslej še ni ratalo. Ja, mislim, so pa pesniki v narečju. So pa zagotovo avtori med nami, ki bodo to poskusili, pa jim bo tudi uspelo. O tem ne dvomim. Ja. Zagotovo se bo našel kak slej ko prej. Ali pa že celo imamo kje. Ja, pa je še skrit. Ja. Moramo ga odkriti. Ja. No, tako malo mogoče tudi nagovarjam svoje goste, ki pišejo v narečju, da je pravzaprav to ena dragocena stvar, ki jo je vredno ohranjati in ki nam da tudi poligon pač za eno malo drugačno igro z besedami. Ne? Ja, vsekakor. Tako da vsekakor pozdravljam to, da si uvrstil narečne pesmi v zbirko. Ravno tudi z tega vidika mi je bilo zanimivo. Imel sem jih sicer tam 4-5 pripravljenih, ampak ko je bilo pač treba pesmi oddati, ajde, katera je boljša, pa dam tisto na stran, pa dam ono na stran, pa na koncu sta mi ostali 2, ki sta zdaj tukaj. Saj mogoče pa še kdaj bo prilika, pa še kakšno damo noter. Ja, jaz te vsekakor nagovarjam. Mogoče me bo pa potegnilo v narečje. Nikoli se ne ve. Ja, ker gre pravzaprav tudi za en dokument, ker vsaka, ne vem, izdana knjiga je en dokument časa. Seveda. In tako se mi zdi, no, da smo tudi malo pač dolžni mogoče svojemu narečju tudi ene stvari dati, ne vem, v zgodovino. No, Aleš, mogoče pa je prav, da omeniva tudi grafično gradivo tvoje knjige, se pravi, naslovnica je tvoje delo, fotografija, kaj pa potem ta grafika, ki je zraven, ta šuma? To so pa naredili v tiskarni, v Kulturni center Maribor, tako da zdaj sicer
poimensko zdaj tu ne bi vedel točno. Upam, da gospodu ali gospe ne bom naredil krivice s tem. Fajn so se potrudili. Hvala Kulturnemu centru Maribor. Ja, saj mislim, da je dokaj simbolna naslovnica. Zdaj sva se pa pogovarjala, da omeniva tudi portret, Ja. ki je v knjigi. Gre za portret tebe kot pač avtorja. Lahko mogoče poveš, kdo je avtor portreta? Ta portret je nastal čisto spontano. In sicer, ko sem omenil prijateljici, jaz tudi do takrat nisem vedel, da ona riše portrete, pa je rekla, če ji dam eno svojo fotografijo, da bo ona nekaj poskušala, in je nastal tale portret. In potem sem mi nekako predlagal, če dovoli, da ta portret objavimo v knjigi. Gre za Nadjo Bertalanič. Tako da, meni se zdi, da smo s tem popestrili samo knjigo. Smo se sicer nekaj pogovarjali, da bi dali v začetku fotografijo, mogoče na zadnjo stran, ampak potem, ko sem govoril z urednico, je rekla, da je veliko boljše, da damo v podpoglavje o avtorju. In mislim, da je na koncu lepo izpadlo. Ja, definitivno je lepo, da sva jo omenila, ker tudi namen naše oddaje je, da predstavimo mlade ustvarjalce in da seveda tudi malo posežemo tudi v grafične ustvarjalce oziroma omenimo vse, ki so na kakršenkoli način mogoče sodelovali pri knjigi, ker knjiga je pravzaprav izdelek. Niso samo pesmi, ampak je izdelek večjih ljudi. Seveda. Tako da, Aleš, se pa ti tudi v poeziji, se pravi, tvoja poezija pravzaprav ni zatežena, poslužuješ se tudi humorja. Ja. Marsikatera pesem je zelo hudomušna. Se ti zdi, da je humor pravzaprav eno sredstvo, s katerim pač nekako razbijemo to napetost do smeha? Tudi, ja. Sicer jaz sem tudi že v prejšnji oddaji povedal, da sam sebe ne čutim ravno kot humorist, je pa čisto mogoče, da se to kaže pač skozi moje pisanje. Ja, pač humor definitivno popestri samo zadevo, malo obrneš stvari bolj na hudomušno plat. Ampak tudi, če se spomnimo na te ljudske pesmi, ki so recimo med ljudstvom krožile, ki so bile popularne, so dokaj, prekmurske ljudske pesmi so tudi pravzaprav humorne. Tudi. Dobro, obstajajo seveda tudi melanholične, žalostne, ampak obstajajo pa tudi ene, ki imajo en tak zelo specifičen, že skoraj tako malo umazan humor. Recimo, Ida in to je po Kobelje. Ja. Ja, nekako sem imela tudi to v misli. To smo mi tudi v osnovni šoli smo delali razne, smo malo pesem prilagodili situaciji, ki je bila takrat v šoli, ali pa recimo spomnim se recimo ta znana pesem od Tomaža Domicelja, smo se jo večkrat spravili malo prilagoditi po svoje. Tako da v bistvu je šlo za neke vrste prepesnjevanje za en drug namen. Tako, ja. Ampak tudi to je najbrž pač ena vaja za pesnika. Seveda. Tako začneš, ja. Lahko omenim tudi večkrat, ko pišem same pesmi, jaz velikokrat ustvarjam tudi na samo glasbo. Se pravi, slišim neko znano melodijo, pa mi ostane nekje v ušesih, potem se pa nekako
domislim svojega besedila, no, potem pa z tega nastane nekaj XY čist svojega. Ampak je res, kot zdaj praviš, je zanimivo, da sem vmes med verzijo zasledila tudi ene verze iz slovenskih popevk. Recimo, ne vem, zdaj se spomnim, rad bi ti rekel nekaj lepega. Se ti je Ja. to tako prikradlo ali je bil pač to Verjetno, namenoma ja. kot neko sredstvo? Verjetno tudi, ali pa recimo v pesmi Avgust, ki je del drugega sklopa Impresije iz narave, tudi imam en vers, in sicer koliko želja vprašanj se nabira v nas ljudeh. To je pa z ene znane slovenske popevke z obdobja zlate dobe. Ja, mislim, imaš na več mestih, tako Ja. da... Tako da verjetno ji tudi seveda vpliva na ustvarjanje vse, kar kje delamo. Se mi je zdelo kot eno zanimivo pesniško sredstvo, ker recimo, ne vem, to neka komunikacija recimo tudi z tradicijo, z poezijo, ker v bistvu tudi songi so pravzaprav poezija. Ja, saj kaj takega bi me tudi zanimalo. Ja. No, mogoče sva pa odkrila zdaj eno, Ne vem, eno sredstvo, bomo ki ga videli. boš mogoče uporabljal kot del svojega avtorskega jezika. Zdaj, Aleš, midva sva dosti zdaj govorila o Goričkem, o Porabju, Ja. ampak seveda ni cela zbirka o Goričkem, pač ni pravzaprav ena idila, samo Gorička idila, ampak dosti omenjaš tudi Ljubljano, kot mesto, kot en občutek recimo Ja. tujosti, ampak omenjaš pa tudi to razliko med recimo domačim krajem in med Ljubljano, tudi v smislu tega, da ti je Ljubljana dala pač eno svobodo, eno neko širino. Tako da ne vem, kako je s tem, kako tvoj lirski subjekt recimo doživlja to eno tujost, pa ta stik z domačim. Imaš pravzaprav kar veliko pesmi posvečenih Ljubljani. Ja, definitivno me je Ljubljana nekako zaznamovala, pač jaz do začetka študija nisem kam daleč potoval, potem pa naenkrat se zgodi Ljubljana, pa privatno stanovanje, pa študentski način življenja, neko čist XY zadeva, ki je do takrat nisem poznal nekaj novega, tako da ja, verjetno je bilo tudi to krivo, da je v tem obdobju, ko sem študiral, nastalo kar precej pesmi na temo študentskega življenja. Zdaj, zanimiva mi je tista pesem, kjer omenjaš recimo dve različni samote, se pravi eno samoto na Goričkem, pa samoto v Ljubljani, ne? Se pravi samoto v hiši, pač v naravi in samoto v stanovanju. Zdaj, kako ne vem, kako sam doživljaš recimo to, mislim, zanimiva tema mi je bila. Ja, tista pesem, ko v Ljubljani omenjam to samoto, ja, je nastala bolj v začetku, tisto prvo leto, ko, ne vem, takrat še ne poznaš veliko ljudi, nimaš še kakšnih pristnih stikov. Takrat sem pač tako razmišljal, kot sem, pa tudi, jaz sem tudi drugače, kar mislim, da velik lokal patriot. Jaz mislim, da Prekmurja ne bi zamenjal za kakšno, mislim, drugo mesto, no. Ampak ti je Ljubljana vseeno dala en občutek svobode. Seveda, ja. Ki ga mogoče si potem pogrešal kot, Ja, tudi kot ampak pesnik, ne? zanimivo Saj je- pogovarjava se kot pač pesnik. Zanimivo je, da sem takrat začel na veliko jesti enolončnice s Prekmurja, vso to prekmursko hrano, ki je do takrat nisem, ne vem, bujta repa ali pa dodoli sicer ja.
Takrat pa ja, ne vem, nek lokal patriotizem ali nekaj, ne vem, Pa neko mogoče domotožje domotožje, ja. vplivalo na to, da sem tam poiskal meni s prekmurskimi jedmi. Ja, vsekakor zanimivo, ne, saj v bistvu mislim, da je tudi želodec del duše na en način, ne. Ja. Tako da ja, zanimiva prispodoba. Zdaj, Aleš, mogoče bi zdaj prebrala še drugi del, drugi sklop Ja. branja, pa potem mogoče še kaj na kratko rečeva, potem za zaključek. Ja. Jaz bi zdaj prebral eno pesem, ki je nastala še v času srednje zdravstvene, veže se na tisto zadnjo leto, ko je bil maturantski ples. Takrat smo bili vsi navdušeni nad tem. Dobil sem pač priložnost, da sem bil povezovalec maturantskega večera in takrat je nastala tudi ta pesem, ki jo bom zdaj prebral. Maturantski večer. Dame in gospodje, zdaj je čas za ples, za igro dveh teles, za njega in njo. Trenutek naš se zdaj začenja. Na oder že prihaja malo morje parov, valček bo angleški, sledi še argentinski tango. Ko skozi očala me pogledaš, stopi zdaj korak naprej, ritmu se prepusti zdaj, vem, da pleševa zares. Ples je gibanje telesa, a na trenutke poln je nekih čudnih for. Zakaj pri čaju že rabi se brisača? Radetski marš, bomba je večera, kakor da v bitko šla bi Napoleonova zdaj četa. To več niso sanje, je vse prej kot iluzija, četvorka v 5 slikah človeka res pred rami. Gledam te, kako si lepa, vsa resnobna ta večer, v srcu si vesela, veš, da to vrhunec je večera. Srce ti razbija, upam, da ne ponori, ker drugače se lahko zgodijo še usodnejše stvari. Nocoj se bova zavrtela v ritmu dunajskega valčka, pozabila na čas, plesni glasbi na čast. Na plesnih vajah spoznal veliko novih sem ljudi, to bil je zanimiv proces, bi rad še to kdaj ponovil. Profesori in dragi starši, vsa ta bližnja in daljna žlahta, dobro vejo, kaj nas čaka. Matura je pred vrati in časa dosti ni več preostalo. Gledajo nas in potiho se sprašujejo, le kaj bo iz te generacije nastalo. Poznaje, kadar bo življenje težko, se spominjal bom Diane in prekrasne te dvorane, pijače v slaščičarni in prelepe dame. Nocoj ne dopustite mi omame, ta naš maturantski ples. No, potem pa grem malo bolj na poznejši čas. To je pa bilo že obdobje, ko sem imel diplomo v žepu, pa sem se nekako spominjal vsega tega študentskega življenja. Gre pa za pesem Pogrešam Ljubljano. Pogrešam Ljubljano in njeno povabilo na kavo. Pogled z nebotičnika in ljubljanskega gradu. Ko pogledaš dol, se zaveš, kako je v resnici to mesto malo. Moja študentska leta odšla so kakor v sanjah in občasno me zagrabi bolečina. Spomin na dekleta iz študentskih let, ko brezskrbno živel sem kot ptič. Pogrešam Ljubljano, to so dolgi avtobusni prevozi iz Murske Sobote v Ljubljano in pogovori z neznanci o tem, kako bi premandurili izpite. Pogrešam Ljubljano, tam je Bežigrad, moje vesolje malo. V sanjah zavijem mimo kliničnega centra, do fakultete, mimo bifeja, v katerem tisto popoldne občudovala sva življenje. Pogrešam Šmarno goro in najin izlet in številna nova spoznanja o sebi in o tebi.
in snemanje filma o košarki na invalidskih vozičkih in iskanja šole na lokaciji izven mesta smer Domžale. Pogrešam Ljubljano in Sebastiana Cavazzo na biciklu, Gašperja Tiča med recitalom pod Pesnikovim spomenikom, gostilne s prijaznimi natakarji, ki dali so na temekmi ropošev poba. A življenje gre naprej in Ljubljana ostaja mi vse bolj v daljavi, ni več dolgih pohodov s kufrom, ostane mi le mojca mavec televizije in sanje, lepe sanje, polne neznane svobode. Lahko preberem še eno pesem, ki govori, to je bolj pesem neke vrste mojih talentih ali pa o tistem, kar me zanima v življenju. Nekega večera sem se usedel in sem si napisal naslednje verze, iz katerih je potem nastala pesem Moje upnice. Družba, to je znancev mojih trden most. Prijatelji, to so kresničke, ki mi že leta redno razsvetljujejo noč. Medicina, to je luč, kakor da imam v roki ključ. Zgodovina, to je strast, dni preteklih kras, neke vrste last, oaza prostega časa. Književnost, to je raj, večno cvetel mi bo maj. Dekleta, njih čarobnost v besedah in dejanjih. Boginje še hodijo po zemlji, njih pamet in lepota, meni pomenijo nebesa, še obstajajo čudesa. Rad bi omenil še eno pesem, ki je nastala za natečaj Izvirna slovenska podoknica. Natečaj je bil razpisan, kasneje pa smo bili avtorji povabljeni v Ruše pri Mariboru, kjer smo imeli priložnost prebrati pesem. Kmečka podoknica. V moderni se zdaj dobi išče ljubezen menda preko spleta. Le jaz, tvoj zvesti občudovalec, te raje gledam skozi okno. Sem priplazil se počasi, da v trenutku ne izvedeli bi vsi na vasi, kako kmečki fant zdaj tebe snubi, ki lepa kakor jutranja si zarja. Vse kote sem izmeril in skrbno preveril. Le kje skriva se ta vaša zver, ki sliši na ime Rex. Kupil sem mu lepo masno kost in izvabil ga na most. Zdaj uživa ob sladici, mene je prepustil krasotici. Srečala sva se že v živo, vprašala si me, kako mi gre, ko zavil sem v trgovino, bi povabil te v kino ali na večerjo v gostilno, še nocoj bi duri mi odprla. S traktorjem te popeljal bom naokrog, upam le, da vzdržal bo ta falot in razkazal ti bom posestvo, travnike in gozdove, če rekla da, mi boš nocoj z menoj besede spregovorila. Poznam skrite kraje, ki jih drugi fantje ne poznajo. Take rožice pri nas cveto, za katere imena še slišalo ni tvoje uho. Če spustiš me skozi vrata, ti pripnem na usta poljubček zlat in povabim te na grad, kjer na roko tvojo prstan bo pripotoval. Aleš, hvala. Ravno to pesem, to podoknico, kmečko podoknico, sem mislila ravno omeniti za konec. Za midva sva si sicer pripravila še eno malo morje tem, o katerih bi govorila, ampak žal je ta ura nekam kar izginila in tako da bova zdaj za konec samo še malo o ljubezni oziroma o tej podoknici. Zdaj gre pač za klasično podokniško pesem, ne,
kjer snubec pač pride pod okno, izvabi psa in potem pobegne k ljubici. Zdaj tudi nekako to podobo imamo tudi nekako v spominu že tudi že iz tradicionalne poezije. Pa se ti zdi, da ta podoba bo enkrat tudi izginila iz naše zavesti, ker pravzaprav je takih podoknic vedno manj. Spoznavamo se na ene druge načine. Ne vem, po mojem je to kmalu že en mit. Ne? Upajmo, da ne in da se oba motiva, da to ne bo izginilo. Je pa bil tudi ta natečaj med drugim namenjen prav temu, da se ne pozabi na pisanje podoknic. Da so včasih dejansko fantje prišli pod okno in ne na Facebook. Ja. In takrat si dobil pač, ali si dobil vroče povabilo, ali si pa dobil škaf mokre vode na glavo. Ampak je pa bil to adrenalinski dogodek, ne? Ni bilo to tako, zdaj pač nekoga povabiš na kavo, ampak mislim, to je bil celotna avantura, je bila zdaj priti tja, čakati to. Mislim, večkrat nenapovedano. Ja. Da ja, mislim, dejansko so to bili veliki koraki pač za snubca, ne? K česar danes skoraj da ne poznamo več, ne? Takega adrenalina, recimo snubljenja. Ja, danes se bolj spoznavamo tudi prek teh s pomočjo spletnih portalov. Obstaja veliko tudi portalov zmenkarij in podobnih. No, jaz pa sem bolj pristaš tega pristnega odnosa, da če že grem kam ven, da se dobimo na kavi v živo, bolj tako. Pa si že prebral kakšno podoknico, kakšnemu dekletu zares? Zares ne, je bila pa prilika na tem literarnem večeru, tam pa smo, ena plesalka je bila, tako lepo, fajno vzdušje, pa gremo, brat. Tako da ste tam potem dejansko pač performali svojo poezijo kot neko predstavo. Bilo je zanimiva izkušnja. Zdaj, Aleš, čisto za konec, pa bom mogoče te še pobarala. Zdaj priznam, da vaših krajev, mislim, jih slabo poznam. Predvsem pa praviš, da so tam tudi neki ustvarjalci, ki nekaj pišejo, nekaj, ne vem, dokumentirajo, tudi zgodovino. Tako da tudi kulturno življenje je pravzaprav tam dokaj živo. Ne vem, mogoče, če nam malo poveš, kaj se pri vas pravzaprav dogaja. Seveda. Je kar nekaj kulturnih ustvarjalcev tudi na našem koncu. Govorim konkretno o občini Kuzma. Konkretno zdaj smo 4, ki imamo izdano knjigo. Najprej je tu let je prebila Silva Čerpnjak s pesniško zbirko. Zdaj je to že kar, to je bilo na prelomu tisočletja, leta 1999, kasneje je izdala še pravljico, kako sta šivanka in sukanec krpala streho. Potem je tu še Ludvik Škaper, ki je tudi izdal pesniški prvenec, in pa pesnik Marko Bunderla, ki je svoj pesniški prvenec Notranje uho okna izdal, mislim, da leta 2002 ali 2003. Tako da imate kar... Zraven tega pa so tudi še drugi, ki tudi ustvarjajo ali črtice ali pesmi, pa želim si, da tudi oni pridejo do knjige. Do knjige in do predstavitve. Tako je. Ja. Aleš, najlepša hvala, da si vzel čas, z nami podelil svoje pesmi in seveda našim poslušalcem in gledalcem predstavil svojo knjigo. Upam, da bo našla svoje bralce čim več in seveda želim ti, da čim več ustvarjaš in da se tvoja umetniška pot
seveda razveja Ja. na vse možne ceste. Jaz sem sicer zadnje čase bolj aktiven v prozi, ampak pač nikoli ne veš, kam te bo odpeljalo. Lahko da bo nastal nek nov pesniški val, lahko da me bo potegnilo v dramatiko. Bomo videli. Hvala, Aleš. Vsekakor upam, da se še vidiva in vse dobro. Vam, dragi poslušalci, poslušalke, gledalci, gledalke, pa se zahvaljujem, da ste bili danes z nami in seveda se vidimo čez 2 tedna v naslednji oddaji Splet besed. Nasvidenje.